Najbolj zanimiv del gradu je pa ta, kamor ljudje ne spustijo. Dragi gledalci, prispel na novo lokacijo. Tle so mi drsna vrata odprli, da sem šel jaz noter z avtom in sem ga, lejte, tukaj parkiral, tako so rekli. In lejte, kakšen top razgled imam jaz na hribe. Lejte, zvečer se bom jaz tlele vsul pa opazoval. Sedel pa opazoval, fantazija, res, meni je tlele fantazija. No. Aha. Aha. Aha, thank you. Evo, gospa me zdaj gor na verando poslala, naj posnamem. Mislim, prijazna tako, da ne moreš verjeti in glejte, jaz sem za vsak tak dan hvaležen, kaj imam jaz sreče v življenju, da sem tako navdušen na tem potu. O, lejte, kakšna verandica, ja. Lejte, mogoče, če mi bo dovolila, pa zvečer šel tlele. Pa ne bom tam sedel, ampak bom tlele sedel. Se po mojem, lejte. Noro dober. Lejte, kar vse okolje ima, no lejte, potem je pa znan ta mesto kamnitih hiš. Lejte, tamle gor grad, še tamle gor naprej je pa en ali pašin most. Dobre pol ure je za pešjet, tako da jaz bom zdaj, ko se spokam, obum relke in gremo na pohod lepo na easy, ker bo sigurno dober. Ker sem že rekel, gospa zelo pridna, tamle dol ima vrtove pa vse. Nič, zdaj pejmo pa še pogledati, kako moja sobica zgleda. Zdaj, da vam pa še noter pokažem, no, tle imam mesto, kar je tudi fino, sem, kakor smo pogledali stvari, bo tam boljš. Gospa mi je povedala, da voda iz vodovoda je čisto super, da ne je v supermarketu kupiti. Se jo itak ne bi, no pa kaj mi je tlele ful všeč, ne? To, da je kletno. In to sem tudi gledal po slikah. Po slikah sem gledal, evo, lejte, WC kopalnica, ni neki razkoš, ampak gledajte, jaz rabim, da se stuširam. No, tole je pa moja sobca. Imam rad, da je malo višja, malo večja. Mizo je fino, da imam. Pa zdaj v tej vročini mi je ful pomembno, da je hladilnik. In ta glavna zadeva, ki pa je, lejte, prav hladno je noter. Da bom normalno spal, ker tam, ko sem bil zdaj, Madonna je bilo kar vroče, ne. Sem 2 ure prej vžgal klimo, šel ven, ampak se spet segreval. Tako da mislim, tle odzadje sigurno je podkleteno to in je fino hladno, tako da lejte, bolj zadovoljen ne bi mogel biti. Cena pa 23 € na noč brez zajtrka. Ampak bo mogoče kaj gospa za zajtrk prinesla, kakor je prijazna. Se mi zdi, da bo, seveda, če pa ne bo, ne bom pa tudi čisto nič razočaran, tako da res gostoljube je tle na viško. Zdaj mi je gospa prinesla še domač med, ga imajo tle kukar češ, lejte, tole je vse med, lejte, ga imajo v temle noter, sicer ni mi ga sledala, imate v eni plastenki domač čudovit, tole od zadju, vidite, gospo, res prav trudijo se, kako mi bojo
ugodili, tako da res vam povem, počutje tako dober, da boljš ne more biti. Zdaj sem počasi spokal, še nekaj moram naložiti na strežnik, pa grem pa po mestu, pa gor je tam en Ali Pašin most, tis grem pogledat. Lepo na easy sem današnji dan vzel, boljš ne more biti, vam povem. Nekaj vam moram priznati. Rekel sem, grem jaz za ne pol urco zaležati popoldne, ker imam tako fino stanovanje, hladno, pa sem bil malo zaspan in sem kar za 2 urce pa pol 3 zaspal. Potem sem pa še nekaj za računalnik mogel narediti, ker danes objavljam video. In zdaj je pa ura 7, sem se pa odpravil v mesto. Vidite, jaz sem drugače, vidite tisto le džamijo tamle. Jaz sem dol po džamijo malo lociran na tistem fantastičnem placu, ne. Zdaj tlele gor nad mano je grad, vam bom to ste tudi prej že verjeten videli v videu. Zdaj grem pa malo v center pogledat. Prej sem že slišal, neka muska je nabijala in sem mislil tu vse v centru posnet, pa najbrž ne mogel, zato ker tlele snemam, da vam malo povem v tem mestu. To je kao kraj narejen iz kamna, je vse kamnito, tudi strehe so kamnite. Izhaja to iz času, ko so bili tle, ko je bilo Osmansko cesarstvo, se pravi Turki, in iz tega je arhitektura. Zanimivo je, da je tukaj rojen Enver Hodža, to je diktator albanski, ki je bil tam, ne vem kdaj, bom rekel, v tistih časih, ko sem bil jaz mlad, ki je bil Tito. Zdaj tle pa musko slišim nabija, bom pa nehal, bom pa, ko bo te kurčeve muske konc, bom pa kaj več povedal, pa še piha, pa gre vse narobe. Zdaj sem prišel čez tale tunel iz druge strani. Jaz sem šel tle že prej mem, sem rekel, grem tle v te smeri, v kul, da vidim. Zdaj sem šel pa nazaj, zato ker tam tako muska nabija, pa moram nujno nekaj posneti. Pa zanimivo, koliko veter na on stran piha, tle pa čist smerno. Pa je tle gor sam grad, nič drugega. Tako da, nič, zdaj moram tle nekaj posneti, za neke čist druge stvari, pa grem pa kaj čez, pa nekaj jaz bom pojel, nekaj malega, sploh nisem lačen. Je pa tu tamuna muska, pa tu je tako na glas, tu je dretje tako, pa tu ne grem en muska, sem zato na živce, ki mi mot snemanje, ker imam poje probleme z avtorskim pravicam. Jaz imam tudi rad mir in tam, ko sem bil prej v prejšnjem kraju, sem človeku, ko sem šel, sem rekel, veste, zakaj mi je všeč vaš lokal? Zato, ker ni nobene muske. Pa se je malo nasmejal, pa sem rekel, naj tako še naprej ostane. Najdel sem ful lep lokalček, ampak tamle od zadaj skozi neka muska nabije in mi jemlje živce. Zdaj so glih malo nehali, ampak bo spet začel. Grozno vam povem, mi je ful lepo tukaj, sem ta muska, vse posod nabija, mi vse pokvari. Dobro jutro. Evo, lejte, moja mini pisarnica. Kako imam fino, lejte, kakšni razgledi tamle gor, fino na grad, na tole staro mesto. Gostiteljni so me spet presenetili, evo, postregli mi za kavico, tislo je med, hruška, pa neki ocvrtki, sem prepričan, da bo dober. Tako da zdaj sem še par stvari naredim, pol pa gremo okoli na oglede. Še nekaj, da vam povem od včeraj.
Kakor ste videli, sem včeraj šel na večerjo tam v starem delu. Veliko nisem snemal, oziral sem, samo je muska zadaj, tako da tu so pol problem avtorske pravice na YouTubu, tako da ni vse objavljeno. No, hotel sem pa povedati, da tam, ko sem jo, odlična lokacija, bolj ni mogla biti, ampak hrana je bila pa čist pol kurca uredna, po domače povedano. In vidite, sem si že velikrat rekel, da ne bom naso tem foram, da grem v centru jest. V centru ljudje nikoli hoditi jest, pa kjerkoli je to tudi na morju. Na morju je tu še slabš. Oni tam, ki so čisto plaž. Oni so polni zaradi lokacije, pa so dragi, pa hrano imajo slabo. Ne bom rekel, da čisto vsi, ampak glejte, večinoma, pa ja, saj moje izkušnje so take, se bo najdel kakšen gostinc, pa bo rekel, ki ima tako, pa bo rekel, tu ni res. Glejte, moje izkušnje so take, no, dajte vi, dragi gledalci, prosim, napisati v komentar, me res zanima, kakšne so pa vaše izkušnje glede tega. Tako da jaz zmerom iščem nekje eno gostilno izven civilizacije, ki ni na dobri lokaciji, in če tam vidiš, da so ljudje, tu je znak, da je dober. Tako da tamle v centru jaz ne grem več jest. Razen, če ne bom res čisto nič drugega najdel, pa bom pa šel. Tako da to je tu. Drugače pa še ne tlele, zdajle je šefica prišla do mene, pa je povedala, da gre na šiht, da če bo karkoli ne imamo, tle kontaktiram njeno mamo. Saj ne vem, kaj bi bilo lahko narobe, ampak kako je ta ženska pridna, sem že včeraj povedal. Glejte, kaj sem danes tu opazil, glejte, tale hiška, tu se tlele naredili, glejte, kaj je fino, ma kaj pogled. In zgleda, glejte, tlele bojo še eno naredili, predvidevam. Tako da tole so res pridni ljudje. Danes sem tudi moža videl te ženske, tudi pridem skus neki delajo, pa tako naprej, Glejte, ja, takih žensk ni več, pa mi kdaj pravite, zakaj jo ne dobim. Tako bi je stiskal. Sicer takrat, ko sem bil jaz mlad, so bile, pa sem tu zamudil, In te dva se sigurno ne bo ta ločila. Pa sta mogoče bolj srečna, ki pa ne mogoče, sigurno. Bolj srečna, ki večino parov v Sloveniji, ki jim nič ne manjka, Pa hodijo vsak let na dopust, pa tako naprej, Tle pa evo, one dva skup delata, ustvarjata in se nimata niti cajt skregati za neumnosti, niti nimata cajt v kakšne depresije padati, pa najbrž nimata nekih debat, da dec ne razume ženske, pa tako naprej. Tako da se mi zdi tale tradicionalen način življenja daleč najboljši, Čeprav boste rekli, kdo pa si ti, da boš pametoval, se ni sporočen, sej nič, Morda imate prav, ampak tako opažam zadeve, Pa jih probam čim bolj realno gledati na njih, Zdaj, gledaš takole malo Instagram, Mislim, kaj so ene ženske zdaj, gospe, eno, ki jo poznam, se je ful mlajši od mene, Mislim, kakšen luksus ona živi, kaj ji dec vse omogoči, lepa je res fejst in verjeten pol. Dec zato se naredi, Tu so samo najdražje restauracije, čisto preseravanje, pa tako naprej, In te je luštno fejst.
Ampak prej bo to šla une dva, ta moja znanka, narazen, kakor pa tale šefica tegale, pa ne en mož, tako jaz mislim. Dobro, tu že mačka naspada, sem zraven, tako da neč, dajmo se mi naprej v mojem potovanju posvetiti. Gremo zdajle počasi na oglede. Takole je videti tradicionalna hiša v tem kamnitem mestu. Glejte, pokrito z kamnom. Lepo, ampak jaz kot gradbenik se sprašujem, koliko je to ene teže. Ful bi rad videl tudi znotraj, kako je to narejeno, da se vse dol ne podre. No, zdaj grem pa peš spet v mesto, na grad, ene par stvari grem pogledat, ki so najbolj zanimive. Kuža, tale pa je hud. Grem par stvari pogledat, zanimivih. Imam danes, bo kar dolg dan, na dan bo kratek, stvari zanimivih pa veliko za pogledat. Poglejte to, želvica, skoraj sem jo pohodil. Wow, kaj je dobra, glejte jo. Wow, lepotica. Sej kar umaknem se ti, ja, da ti ne bo kdo kaj naredil. Pa sej ti ne bo, sej ljudje so dobri tukaj. Ja, lejte. Tu sem pa nazadnje jo videl, ko sem šel na Dinaro, se mi zdi. Wow, kaj je fantastična. Lepotička, lepa. Tukaj zdaj vidite ta ogromen grad, ki je eden menda najbolj zanimivih v Albaniji. Včeraj, ko sem šel v mesto, sem šel tle po cest gor, pa pol tamle ob gradu. Zdaj pa tle vidim še eno pot, jo vidite, bom pa po teli probal gor prideti, po mojem, da se pride. Tako da gremo. Zdaj sem zavil na eno pot, ki gre gor proti gradu. Niti ne vem, a je tle vhod ali ni. Zdaj, tle vam pa lahko še pokažem. Malo strehe obnavljajo, upam, da bojo v tem starem stilu, ker je res zanimivo. Zdaj grem pa tle gor, če bom prišel proti gradu, če tle vhod v grad pač je, če pa ni, pač pa tudi nič narobe, če sem se gor sprehodil. Ja, in očitno ni. Ali je pa še zaprt, ne, zaprt ni, pač ni tle vhod. Mislim, tle ne pobirajo stopnino, je tudi vhod, tako da moraš iti okoli. Drugače pa ne, tle na drug stran je pa to mesto čist tako moderno, bi rekel, ne. Star del je pa pač lep star del. Prva stvar, ki si bom pogledal danes, je grad. Sem prišel glih kar noter, 4 evre vstopnina. Tle so neki topovi, ne vem iz katerega časa. Zdaj grem po vrst. Aha, pa ne snemanje na droni dovoljeni. Zanimivo. Zato me je tako čudno gledala tam. No, tukaj imajo tudi en ameriško letalo, sicer v zelo slabem stanju. Drugače pa takole, lejte, zgleda pogled na staro mesto. Imajo fuzbal plec. Grad je ogromen, tako da gremo še druge stvari pogledati. Tole pa je plec, kjer imajo prireditve, koncerte, razne kulturne prireditve. Tamle je dober razgled na mesto, pa še tamle na koncu me zanima, kaj je, ker to je najbolj markantno, ko od spodaj gledaš, se pravi tistele stavbice od odzadaj. Na to sem prišel zdaj do tukaj, ki je tale objektek, zvonik,
Tamle so tudi dobri razgledi, mi gre pa na K-Fest in sploh nisem sproščen. Posod table prepovedan fotoaparat pa dron. Aj dron zastopim, kaj pa je fotoaparat drugačka telefon in meni bi zdaj težil tlele, ko snemam z GoProjem, ne, se lahko bi tudi s telefonom, samo imam pol dodaten del, da moram, ne vem, gledati kekam, kaj paše, ne, zato tu snemam z GoProjem. Je pa cel kup teh varnostnikov, ki se tle sprehajajo, se verjete ne bi noben nič rekel, ampak gledajte, malo na živce mi gre vse skup. No, drugače pa gledajte, tle zgrada, tamle vidite, nekje v centru slike, tam sem jaz nameščen, tamle gremo pa še gor pogledati pa staro mesto, da vidimo, kako se vidi. Ja, staro, ja, malo se vidi, tle v bistvu za vogalom je. No, pač takole je. Zdaj gremo pa še na drugo stran gradu. Seveda tudi z dronom jaz tole posnel, sicer ga ne bom iz tle spustil, ga bom spustil kar iz tam od naše bajte lepo gor. Takrat, ko mi bo najbolj odgovarjalo, tako da džabe oni to prepovedujejo. Ko sem že mislil, da so se ogledi končali, vidim še tam neki stranski hodnik, ki lahko greš. Se kaj, grem pa pogledat. No in ja, tole bo pa zanimivo, da greš še kaj do gor, ker drugače bi bil čist razočaran, da je tu čist premalo vsega, velik grad pa nič ne vidiš. Tako da, če bo kdo šel, pazite, da tega ne zgrešite. Tle karata najbolj zanimivo, evo, so pa zaprli. Samo ljudje so se znajdli, že tam nižji dol so šli po desni strani, jaz tega nisem ugotovil. In gre naprej, pa če bom pa preplezal tole, pa je stvar rešena. Najbolj zanimiv del gradu je pa ta, kamor ljudje ne spustijo, oziroma tu smo šli tako, ko ne bi smeljeti, ampak grejo vsi. Glejte, to je tle zdaj ta stari del, tamle dolno in vse to. To je tamle zanimiv lokalček na strehi. Tole me malo spominja, ko je bil v Sarajevu, no. Sem tam trtni v Sarajevu, tle jih je pa velik, k Vratnik, takole ful v hribu. Džami je ta arhitektura osmanska, tako da to je to. Ne moreš reči, kakšna vrsta za grad, gledajte. Noro. Pa le, ali ni toliko posebenega, da bi tle vrst čakali, sploh ne. No, v Lanku, ker vidite, sem ta grad končal, če bi ga ocenil, ena slaba trojkica maksimalno. Ampak gledajte, to je moja ocena, ne, ljudje smo različni, nekomu je všeč nekaj čist drugega kot meni, ne. Meni je bolj všeč vsak slab, vsak kanjon, kot tole, enem pa kontra, ne, tako da jaz glih, če bi točno vedel, kam me čaka, verjetno ne bi šel. Tako, moja ocena, seveda pa vsak zase ve, tako da. In ljudje smo različni in dobro, da smo različni, če bi bili vsi isti, to bi bila katastrofa najbrž. Poglejte, tole pa je hotelček, ne, čist v centru, bazenček imaš, pa se ne more biti boljš, ne. Je pa verjetno tudi cena malo drugačna, kakor je moja, ne. Tle v poti malo mini tržnica. Evo, lejte, tako sem pa si vsaš rekel, kot tale gospa. In sem tu obvladal. Zdaj grem dol proti centru in naprej nove stvari pogledati. Tole je pa muzej, tunel Nostalgija. En evrček je vstopnina in pa greš lahko noter. Thank you. Sej. Ejte, tole je meni bolj zanimivo, kot ti zgrad tam. Wow. Petrolejka, lejte, takele
Tako sem jaz najdel v hiš, kjer se je rodila stara mama. Evo, denar. Tole mi je pa zanimivo, no? Tole bom jaz zdaj se malo hitro sprehodil, da vam pokažem. Evo, z druge svetovne vojne ali z prve, ne vem. Zdaj se malo bolj na hitro sprehodim, da vam pokažem. Bom šel pa še enkrat bolj počas, tako da sem v mir ugledal. C'était le frigo de l'époque. Regardez l'alimentation dedans. Evo, krmp. Tam sem videl še eno trgovinco, isto tako v tunelu, mehno. In mislim, da ta tunel gre takole okol in da tle se bo nekje končalo, ker tam naprej pa trgovinca. Ja, evo, lejte. No, tukaj lahko tudi pogledati, zgleda en film. Mislim, da z času Enverja Hodže. Tako da ja, zanimivo tole, no, zanimivo. Zdaj sem pa v starem delu, tukaj sem bil že včeraj, prijetni lokalčki in vse, samo kakor sem jaz že povedal, tam, ko sem jaz, je bila velika žalost. Tako da ne vem, kaj bom danes, ne vem, če kje druge, kje je možno, mogoče mogo malo cene pogledati na Googlu. Ja, vidite, sem se pa spomnil, da unem, tam, ko sem pa včeraj bil, bom pa slabo ceno napisal. Zato, da ne bojo še kjerga drugega nategnili. Mislim, čist brez okusarlo. Pojul sem seveda, ko sem lačen bil, drugače pa niti ne vem, če bi, ne. Je pa tle, mislim, drugače je ful zanimiv, lepo, samo se veste, sem že prej povedal, tam lokali, ki so v centru, tam je zmeraj najslabša kvaliteta, ne. Tamle dole je tisti lokal, ki sem jaz včeraj pa vidite, tle imate eno ulico, pa semle imate eno ulico, pa gor imate eno ulico, v glavnem imate tega, kakor šte. Naslednja stvar, ki sem jo iskal, pa sem jo tudi krencajta iskal, ker ni nikjer poti gor urisane, tole je Obelix. Tole je postavljeno v čast albanskem jeziku, albanski kulturi in menda, da je tukaj še posebej luštno zjutraj, da so super razgledi, verjamem, da so, ampak tudi zdaj ni nič, bi rekel, manj zanimivo. Ja, bi bilo pa tle luštno kavico spiti, se popolnoma strinjam. Ker nisem danes skoraj še ničjo, razen ono zjutraj malo, se odločil, da grem nekaj pojest in sem zbiral restauracijo po ocenah na Googlu in tale je bila ena najboljš ocenjenih. Bom šel sem, ampak sem pa še tle najdel eno takole dobro, lejte, v senčki, tako da zdaj grem tole pogledati, aha, oni so pa gor. Bom videl, za tele v senci mi je ful dober, ne vem kam bi šel. Kaj sem se dober najel. So videli tiste špagete. Odlični so bili, tako da sem jih 2 porcije pojel. Cena je bila pa 3,5 € ena porcija, tako da sem se fino nabasal. Razen ambient mi pa res ni bil všeč. V sob zaprt pa to, tako da pač vse ne more biti. Je bilo pa dobro. Zdaj gremo pa pogledati tunel hladne vojne. Take stvari, veste, da me ne zanimajo. Tako da pričakujem, da mi bo všeč. Dobro, tudi če mi ne bo. Nam zato umrl, aha, karto treba, da sploh vem, kam sem jo dal. Čas gre to veliko ljudi, zabenost nikamor ne modi. Tole je zelo podobna zgodba k v Konjicu. Enver Hodža si naredil to zato, ker se je skregal z Rusi, za Sovjetsko zvezo in je pol
si to naredil. No, v glavnem, kot sem rekel, podobna zgodba, kot v konjicu. Vidite, tukaj so sobe, da bi ljudje noter bili. Je pa ena druga zanimivost, 91. ki je tu prišlo javno, da je tu, tle so pač domačini odkrili, so čisto vse ven pokrali, kar je bilo možno. Tako da se nobena stvar nič ne vidi, ni nič ne postelj, nič nobenega pohištva, tako da v konjicu je veliko lepše to ohranjeno. Je pa to živčna ta skupina, me zdaj tle čaka, pejte brez mene, sej vas... Evo, tukaj pa je mečken bolj ohranjeno, mislim, mečken eno mizo so dali, tole ne bi bil Enver Hodža, en star telefon so dobili, tako da tole je mečken zavedati. Gremo naprej. Tole je pa prva stranska soba, kjer je luč noter. Tole naj bi bilo za 4 osebe, da so noter živijo. Moram pa reči, da tamle v konjicu Titov bunker, da je to veliko bolj kvalitetno zgrajeno in vse. Jaz tudi kot gradbenik vidim, beton slab. Je bila Jugoslavija daleč pred Albanijo. Le kaj bi bilo tole neka moderna tehnika. Tukaj so imeli pa WC-je, tudi niso noter dali ločitle, da bi videli, mislim, to je tudi žalostno. In tole je bilo za 200 ljudi, 2 WC-ja. Tole je bil pa VIP WC, to je bilo pa za Enverja Hodžo, tako da on ne bi imel tega, ostalih 200 ljudi pa onga. Tako da bi tlele bi kar gužva bila, če mene vprašaš. Tole je bila kuhna za 200 ljudi. Sicer je povedal, vodič niso kuhali, mislim, se ni se to nikoli rabilo, ne, ampak če bi se, ne bi tukaj kuhali, pač tukaj se je jedlo izključno iz konzerv. Zdaj je pa konc ture, tako da sam še ven gremo in to je to. V glavnem teh hodnikov je kar veliko, zanimivo za pogledati. Mislim, Titov bunker v konjicu je ene 10-krat bolj zanimiv, ampak tudi tole, ne, da bi zdaj rekel, da ni zanimivo, bi se fejs zlagal, ne, tako da tole vsekakor vredno ogleda. Veliko velika grad, rečemo, ne. Vidite, ne, jaz strokovnjak za beton, vam lahko povem, da je to fejs slab beton. Mislim, strokovnjak za beton, gradbenik po stroki, bom rekel, ne. Evo, in smo že od zunaj, tukaj smo prišli. Veste, kaj sem se spomnil, ko sem tole videl? Da sem jaz tle že bil pred 9 leti, ko sem bil čist na jugu Albanije ob morju in se spomnim, da sem rekel, grem pa po notranjosti nazaj, po drugi pot in zdaj sem se spomnil, da sem se tlele ustavil in kaj tu povem vse skupaj. Koliko sem takrat manj iz strastjo potoval, ko potujem danes, ker si tega nisem zapomnil. Niti imena kraja, niti nič. Tako da vidite, kaj se v 9 letih spremeni človek. Tako da zanimivo. Zdajle pa grem v namestitev, napijem se orenk, pogrem pa z avtom en slab pogledat pa še ene stvari. Zvečer pol pa še tle gor pa en ali pašin most oziroma most
za vodo. Tako sem bral, no, tako da to je še danes v planu, je pa vroče za znort. No, zdaj se vračam čez tale tunelček. Tu sem šel že včeraj. Ni dolg. Skrajša pa pot kar fino. Zdajle gremo pa še z avtom malo raziskovati. Sem ga malo ga zračem. Vročina taka vam ne morem povedati. Mogoče nisem glih čisto prav cajt jaz zbral za obisk telih južnih krajev. Začetek septembra ali pa junij bi bil fantastičen, zdajle pa malo preveč vroče. Zdajle pa sem gas v dolino, pa mol Boga, da noben nasprot ne pride, ker je pa še Mucek je bil, ste ga videli, ker tlelele srečevati se v rikverc rind, to je za znort. No, takole sem pa kje imaš še plec, da se umakneš. Ampak, jo, lejte, tlele v rikverc, nemogoče. Upajmo, da ne bo nobenga. Je pa tu še krencajta traja, več kot minuto se voziš dol. Neč bom nehal snemati, da sem prej dol. Tle sem videl ene lepe kuške, pa se ne upajo pridati. Sem jim dal tlele brikete. Mogoče so tamle od unih, sej teli niso videti, glih lačni. Neč pač bom šel, bojo že prišli, če bojo. Prišel sem v en kar lep kanjon, celo asfalt je tlele, oziroma ni tole asfalt, to je beton. Je bila tudi makadam vmes, zgleda na najbolj takih slabih lokacijah so pa zabetonirali. Ja, vidite, tle pa spet. Pa kar slabo. Bom šel, zato ker nimam več deleč. Čeprav je malo slabš, drugač pa, ker ni moj avto, običajno zelo hitro obrnem. Kuh se ustrašam, ker je avto sam ustal, ker ne veš, a si se kam zaletel, ali so senzori, ne. In lejte, kaj je bilo, da se je ustavil, lejte, tole ga je zmotilo. Sej fino, ne. Jaz bom tlele zapelat, še tole podrt. Ampak je pa dober, tole te lahko reš. Kdaj, tako da, ja. Kaj zdaj iščemo? En slab, ki je po slikah sodeč kar zelo lep. Ne vem zdaj, kaj tu delajo cesto do njega, ali je tle, ali je malo nižji. Po zemljevidu mi prav, da je v te smeri, slišem pa iz tamle, bolj dol. Bomo vse najdali. Dostop ni buh ve kaj, ampak, gledajte, za peš je noben problem. Tule malo zgleda, da bi bila ena pot. Čeprav slabo tule zgleda. Enkar še, ali pa grem pogledat. Tule je kar težka. Čeprav vidi se, da sem pa kaj, kdo tlele gre. Ne ravno po gostu, ampak ene 5 na letih pa gre. Ja, je malo shojeno. Do reke smo prišli. Aha. Ja, še gor višje, ja. A lejte, čeprav tle je pot. Hočem probat tle. Sem šel kar nazaj. Sami trni posod. Bom jaz rajkar tle pocešil, pa bom nikje že prišel. Tlele pa zgleda malo bude resna pot. Tlele pa gre kdo.
Ko sem kar pametno naredil, da sem hiter obrnil, kar se tam po goščavi zajebaval, se je prišel bi glih tako sem. Samo, zakaj bi se tu zajebaval? Morda po te poti gor prišel. Ne vem, videl, kje je zdaj to. Se ne morem verjeti. Dajte moste celo tle. Samo ne vem, če za čez njega jeti. Kaj je fantastičen, a? Kaj pravite, ne grem tle čez ali ne? A? Bi vi šli? O, je pa fino. Fino je. Fino, sem kako dol prideti. Neč. Ne bo se glih. Zdajle. Ja, čeprav maje se kar fino. Ne bo se glih zdajle tule podrlo, ko grem jaz čez. O, se je lepo, lejte, tlele zakopati bi se bilo tu dober. Sploh ni tule slabo. Evo nas, crkam ta pot gre, pojma nimam, ajde je pa zanimivo. Čeprav se nimam niti časa jeti vkopat, niti je dol, ampak sem tukaj vesel, da sem tole šel, ker teli dron posnetki, mislim, se jih še nisem videl, ampak imam občutek, da so ful dobri. Vi ste jih že videli, pa napišite komentar. In dobil sem spet vesele do snemanja z dronom, probujem nove stvari, se ste videli to, da sem hodil čez, pa me je dron spremljal od strani, od spredaj, od zadaj, tako da super, 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 super. Zdajle pa še letim, upam, da še ujamem še eno znamenitost. Bo šlo na tesno, ampak upam, da rata. Neč, gremo dalje. Ljudje, neverjetno. Lejte, še ena želvica. Neverjetno, koliko jih je tle, že druga danes. Tukaj sem se pa še na hiter ustavil, ker sem ob cesti videl tale most. To je most star 300-400 let. Škoda, ker je takole zapuščen. To, če mene vprašaš, je turistična atrakcija. Dober je. Tole je adrenalinska vožnja, vam povem, belke na formuli. Kol ne veš, daj te bo kdo men pršel, daj boš mu gori kvercijat. Nenormalno. Kje bo prav izkup? Pojdite v smeri vzhod. Ja. Po 200 metrih. Ja, lejte. Zavijte levo. Lejte to. To je za znort. Glih za glih šlo. Jo, vse piska. Za milimetre. Veš, malo bolj za letom, ker če se ustaviš tlele, so taki kamni. Levo je rekla prej, če se ne motim. Dobro sem tole speljal. Če sem prav se zapomnil. Zavijte levo.
In na to zavite desno. Upam, da sem šel prav. Ovo treba pa malo ustaviti, ker je ravnina, pa da vidimo, če smo še na ta pravem tiru. Smo, ja, ali pa nismo. Smo, menda, tamle bo zdaj levo, pa desno. Če bi to vedel, ne bi šel. Narobe Po smo. 300 metrih zavite levo. Še mama se lejte nič ne bo umaknila. To je njim tle čisto enostavno, normalno. Joj. Ne, tu gremo narobe, ker sem gledal in vem, da je narobe. Ampak tle se niti ustaviti ne upam, dokler ne pridem na neko ravnino. Polkrožno zavite. In Da na vidimo, to kje smo. zavite Tle desno. te ceste, ki bi jaz mogel iti, jo ni. Mislim, jo sploh ni. Na Google mapi je, v živo jo ni. Tako da je zdaj sam dol, pa moram iti počas, ker gor vsak nori, tako kot sem jaz, ker če se ustaviš, je gotovo. Tako da lejte, če tudi tole en prleti, tako kot sem jaz, je živa pizdarija. Je pa ne vem zdaj, če bi jaz tole mogel se ustaviti, se jaz rikverc ne bi mogel jeti, sigurno ne. Dobro, tale je Alipašin most, pač bo ostal neugledan. Aha, tle je tu spet tisto čist čist na milimetre. Čist jebem ti, svet ti jebem. Kurva piska. Lepo. Ok, rešil čist za milimetre ljudje. Sam da pridem z teh ulic ven. Sam da pridem z tega ven. Mislim, se je noben problem, če bi vedel, da ne bo noben nasprot prišel. Bežte Polkrožno mucki. zavite. Bežte mucki. Ok, sem sploh tle gor prišel. Tle mi je un majster povedal. En mi je tle povedal. Sem se sam ne dober vedel. Enega je gor tam sprašval na balkonu, pa je on nekaj rekel. Ejte, saj mogoče se pride sem. Jaz se ne bom zdaj baval, ne. Zdaj, če bi še enkrat ušel, pa bo pa zdaj to, aha, grem raj peš. Grem raj peš, pa je stvar rešena. Evo, zdaj pa sem spodaj. Ostro zavite desno. To je, lejte, pa un In na lokalček, to ki zavite sem ga desno. gledal gor iz gradu. Lejte, kako ima je fino. Samo gas. Biznis tle laufa vsem za lepoletke, turizem, Ostro zavite pa levo. ke pridejo In ljudje na to ostro zavite desno. iz tujine, ki delajo, pa je najbrž pa bolj žalostna. Po 300 metrih Nič, to je zdaj mi Zavite- pokaže potlele, tamle že enem se srečujejo, pa ne gre. Zdaj počakam, tudi tale bo opasna. Tu on tamle vidi, da jaz čakam, ampak mudi se pa čist nikamor, lej. Prav za nalaž še počas. Ajde, dej majster, boš pol gledal, no. Še kje ruknil. Tole kar dobro zgleda cesta. Saj tu sem čez bliz. Samo nikoli ne veš, kje se zakomplicira.
BMW crknil, ali kaj je bil za en avto, se ne vem. O, lejte, tlo sem po mojem. Ne, nisem. To pa treba tlele pogledati, tlele po mojem levo, pa sem. Dobro jutro. Jaz sem že na poti proti grški meji. Ta zadnja stvar, ki sem jo tle v Albaniji naredil, je bila ta, da sem denar zapravil, šel sem na polno tankat, pa me je pol še malo ostalo, sem šel pa tle en supermarket, sem srečal, sem pa kupil par konzerv, par sokov. Verjeten, da je cenejško, ker v Grčiji, pa pač predvsem denar sem mogel porabiti njihov leke, kajčem z njim. Tako da zdaj upam, da ne bojo kakšne težave na carin in gremo mi proti Lefkadi.